Med poslušanjem dialoga sem vsakič znova navdušena nad avtentičnostjo, ki jo vsak od vas prispeva k ustvarjanju pogovora. Menim, da ste lahko nam mladim in še kako starejšim zgled. S humorjem na setu začinite pogovor, s poslušanjem in razumevanjem drug drugega pa odpirate prostor in vabite ljudi na dobro kosilo. Smiley, malo metafore. Skratka, super ste, naj traja. In Klemen, hvala za mesečno nove vsebine, vseč mi je raznolikost pri gostih. Za vas me imam pa vprašanje, ki bo ali ne bo prišel v eter, se pustim presenetiti. Splošni podatki. Starost 25 let. Ok, imam malo konteksta. Okay. Prijemam je redni dohodek, živim na svojem, nimam otrok. Se pravi na svojem, a to pomeni, da ima svoj flat? Ali pač to sam pomeni? Da ne živi z mamo. Da ne živi z mamo, ok. Definicija problema. Zdaj so se že naučili. Strukture. Ful dobro. Ne, tole mi všeč, kaj to gre. Koliko si star, vse. Top, ok. Definicija problema. Sem v fazi nakupa novega avtomobila. Privarčevala sem 10.000 evrov. Se pravi, lahko bi danes kupila avto za 9.000 evrov. Ostalo bi mi 1.000 evrov za registracijo, zavarovanje, prvi tank, gume. Avto nujno rabim zaradi oddaljenosti službe. Seveda govorim o nakupu rabljenega vozila. Sem pred veliko dilemo, ali naj kupim rabljeno vozilo za 5.000 in mi ostane še 4.000 za mirno udobno življenje. Ali pa skeširam 9.000 in živim na škrge. Moja mesečna plača ni ravno visoka in malo več od minimalca. Trenutno so cene rabljenih vozil tudi za avte, ki so dokaj starejši, dragi. Nimamo pogleda v to, kako se bo trg za avtomobile spremenil. Skrbi me tudi, da bodo čez zime tovarne, kjer proizvajajo dele za avte, zapirale proizvodnjo zaradi dobave plina. Po drugi strani pa vem, da je mojih 10.000 evrov vsak dan manj vredno. No, moje vprašanje je, kakšen je vaš pogled na trg rabljenih vozil? Paži, za letošnjo zimo. Top. Ali nasplošno, kaj bi vi storili v mojem primeru? Andrej, ali se mi splača kupiti avto, če se bližamo 3. svetovni vojni? Tole na koncu je bila žal iz živega obupa. Za vaš prispevek se vam zahvaljujem. Bodite dobro. Ja, kdo bo prvi ugriznil v to jabolko? Če se začne 3. svetovna vojna, je fajn imeti nek avto, ki te davč popelje in mal popije in je velika verjetnost, da ne crkne, da lahko zbežiš. Ja, samo veš, kako je ob vojnah, ne, da so ceste zabite. Ne? Ti moraš imeti po moje takrat cash, da enega podkupaš, da greš na eno avion. Po moje. No. Zanimivo. Nisem si predstavljal, da nas bo kdorkoli, kadarkoli vprašal za... Zdaj Jani Kleful v dilemi, ne? Zakaj? Ko on skozi propagira življenje v centru, s prehodom se do svoje pisarne. Ja. To Jani se sploh ne more letati s tem problemom. Ti se zaba, jaz res ne morem. Ja, zdaj ga vidim tukaj. Kaj bi naredil? Se pravi, velika dilema je to. A dam 9 evrov za avto ali 5 evrov za avto, kakor jaz razumem. Ne, to si dobro izpostavil. Tle se vidi ta mogoče malo limiting belief te osebe, ki so v bistvu dala v dilemo, kjer ima navidezno samo 2 opcije. Tako da bi mogoče tle začeli s tem, da ko imaš 2 opcije, to ni gliše čist izbira, to je dilema med 2, tako da je fajn ustvariti vsaj še 3. Kaj bi lahko bila 3, recimo, v tej situaciji? Mislim, eno to, kar je zdaj rekel Škraba. Mislim, jaz imam full friendov, ki živimo v centru in vsi smo tako, pač mi ne rabimo avto tako skozi noč. V bistvu jaz rabim avto samo zato, da grem na dopust. Vse ostale stvari, danes sem imel moj avto, danes bil parkiran 200 metrov stran in Avantogo je bil 50 metrov stran in lahko ugibate, s katerim avto sem nas prišel sama. Ker A, ne uporabljam, B,
po centru je ta Avant-Go, mislim, plus trola, plus. Pa parkinge imaš na voljo vedno, ne? Ja, Za Avant. ja. Mislim, je tok čip. Plus rental car, recimo, jaz sem si izračunal tudi samo tako, če rabiš, ne vem, za 5 tednov na leto avto, pa si ga vzameš na rental carju, pa če zanimaš glih želj po nekih hudih mašinah, by the way, rental car imajo zmeri nove avte, ti nikoli ne furaš avto starejši od enega leta, te to pride tako crazy pocen, ker nimaš dobenih stroškov z tehničnimi, z registracijami, z čiščenjem, itd., z zavarovanjem. To je vse res, ampak nič to ne pomaga tej osebi. Zakaj? Sej. Nekaj je en stavek, ko mogoče ti navezuješ se na to, ona je napisala, avto rabim nujno zaradi oddaljenosti od službe. Zdaj, a je to res? Ja, mi ne vemo, ampak očitno ima ona v glavi zapečeno, da pač nujno raba avto. Tle bi moja opomba bila, mislim pa zdaj, jaz nočem pametvati, vsak si zdi se life, koliko si ga hoče, ampak kako jaz razmišljam kot dizajner svoj life, jaz bi naredil vse, kar je v moji moči, da moja služba pa moj dom nista oddaljena več kot 10-15 minut. S čimerkoli, ne? Ja, s čimerkoli. Zato, ker skoraj vsak dan greš v službo in to je, mislim, na kvaliteto lifea zihar ne vpliva pozitivno to, da si ti 2 uri ali pa ura na dan v avto. Jaz bi mogoče dal svoj primer, ker sem dobil prvi job, nisem imel avta in sem se mogel z avtobusom furati. Od končne do končne postaje. To je koliko časa? Kaj je bila gužva 6. 6, kaj kar pomalo več kaj 1 uro. To je dolgi most. Udo v Kočnici, ja. Pa Črnuče. Ja. Dolgi most pa Črnuče. To je 45 minut v eno smer, recimo, ne? Zjutraj. Okay. Ampak jaz sem, ne vem, če sem kdaj toliko knjig preposlušal, toliko podcastov preposlušal, kot sem takrat, ko sem dnevno commutal. Tako da v vsaki navidezno negativni situaciji lahko ti v bistvu... Itak. Mogoče ti celo life spremeni. Itak. Ampak vsako negativno situacijo v lifeu lahko ti reframaš, pa iz tega zrasteš, pa dobiš nekaj pozitivnega. Ma ne samo reframat, ker jaz nisem zdaj reframat. Ja. To se je pol pokazalo. Jaz bi lahko rekel, ne bom se to je slabo, da se furam 45 minut na dan. Izkoristil si sebe v prid. Izkazalo se je, da je bilo koristno zame v tem obdobju. Ampak veš, kaj je bilo boljše? Če imaš službo 20 metrov stran in to 1 uro hodiš po Tivoliju v pogozdu in tam poslušaš ali pa več. Seveda, vedno so boljše stvari, ampak vprašanje, če bi jaz takrat ampak ne, mislim, ti si dal super primer. To vožnjo si izkoristil sebe v prid in si jo naredil, koliko se da kvalitetno. Jaz poznam frenda, ki se fura ne vem koliko let iz okolice Celja v Ljubljano in ne poznam tipa, ki je v lifeu preposlušal več audioknjig kot on požira te knjige in je super. Ampak na enega taga poznam 1000 ljudi, ki so živčni vsako jutro, pa vsako popoldne, ki se pelejo nazaj in dajo na Instagram, pa na Facebook sliko, kako zdaj tovornjaka prehiteva, ki ne bi smel, pa kako je nekdo ga svet izsilil. Tako da ponavadi folku to oteži, pa sem zdaj pogooglil, ker sem imel v mislih, da v bistvu tudi research potrjuje, da vožnja, to long commute do joba znižuje ta level happinessa. Ne? Ja, te raziskave so, ne vem, primer LA, New Yorka, Londona, ki se folk fura uro pa pol. Ja, sej Maribor, Ljubljana je 1 ura, tja 1 ura nazaj, plus v gužvi pa da parkiraš je takoj ura pa pol v eno smer. Kde va reči tako, večina ljudi, ki komuta v Sloveniji, se ne komuta uro pa pol v eno smer. Večina. Ja, to verjetno ne. To so pač okoli Ljubljane in se more voziti zjutraj ob določeni uri. Ampak je takoj 45 minut. Ja, hitro je. Hitro je 45 minut. No, tako da, če pa nočem zdaj izpaditi kot razvajenc, ampak jaz verjamem to, da če si lahko zdizajniraš live in doskrat si ga lahko, zakaj si ga ne bi tako, da ti to služi,
a ne, da ti lajša life, da te to osrečuje, ne pa da ti otežuje. In doskrat ti čisti limiting belief folka, ne, da misli, da se morajo voziti, zato ker se pač vsi ostali vozijo. Ne. Ja, mogoče če to vprašanje, ki je bilo, a zapravim 9 ur ali za 5 ur za avto, ne. Jaz se spomnim iz teh dostih finančnih nasvetov, koliko bi mogel dati za avto. Kakšen procent svojega letnega prihodka daš za transportation. Ne? In klej sem šel pogledat, ker sem hotel reči 10%, ampak je 10 do 15%. Ne? Tako da ona ima malo več kot minimalno plačo, a je 650 minimalc. Ali malo več. Gremo reči, da ima 800. Ja, to pa je 800 do 900. To je 9 ur 600, se pravi, ona lahko jurja da na let za prevoz, recimo, Okay. po tej formuli. Ne? Se pravi, 100 na mesec, kakšen avto si lahko ti kupaš, v bistvu, če imaš 5 let obroka za ta cash? Mislim, to je za dobro izhodišče. Folk doska treba reče, ja, nimamo vsi keša živeti v centru. In recimo, če bi si ta folk začunal, koliko da za avto, benz in ostale stroške povezane s tem, bi ga prišlo dosti manj, da da 100, 200, 300 evrov več na mesec za rent fleta v centru. Tako da ona, ne vem, če je 100 dovolj, ampak 100, 200 je doskrat dovolj, da da zraven, pa lahko živiš. Ja, itak. Ampak kaj se reče, ona zasluži 10 ur na leto. In ona razmišlja, a da 9 ur oziroma 10 za avto. Se pravi, celo leto plače svoje za avto. Jaz bi rekel, da ne. Sam ni netvod, da ima reči, da je 10 čukov. Tako da lahko še od tega netvod. Ne, to je, tista formula je, koliko ti zaslužiš na leto, ja. Koliko procent od tega daš za transport. Tako, daš za transport. Kaj bi mi štel, koliko recimo je vrednost avta padla v tem letu, recimo, ampak ja. Avto si pa lahko kupi iz teh 10 000. Ja. Tako. Sprav, avto si kupi iz 10 000. Recimo, če bi kupila ona za 10 000, bi avto bil naslednjo leto vreden 8 000, to pomeni, ona spendala 2 000 samo po tem padcu vrednosti tega avta. Ja, zdaj smo zelo pošalno folije neke matematike, ampak ja, se pravi enkrat preveč, ne? Za svoj dohodek. Mislim, plus registracija, plus tehnični, plus popravila, fulkrat preveč. Ja, fulkrat preveč. Kaj pa teh, kaj je rekla, 5 čukov? To je boljše, ampak je to mislim... Veš, kaj imaš? Ok, od te točke naprej dam vodnik, da jaz nimam pojma v avtih. A ni, to bi mogel že na začetku. Ja, ne, kaj šele zdaj govorim o avtu, prej sem govoril o tem, dej premisli, če slaj dobiš flet za joba. Kaj pa ti misliš? Problem avta za 5 čukov je to, da doskrat folka da 5 čukov za avto, če res ne veš, kaj kupuješ, da v naslednjem letu še 5 čukov za popravila. To je doskrat problem pri poceni avtih. Ja, težko je biti. Ja. Bom jaz povedal, ker sem 4 leta se vozil na delo izven Ljubljane, sem bil v taki situaciji. Mislim, v tej njeni dotični situaciji jaz svetujem, da gleda avte, ki so v cenovnega ranga nekje med 3,5 pa 5 jurjev, ko dobiš čisto redo avto, pa ne bojo veliki letni stroški, to so avti rabljeni, valjda, ki so stari nekje med 8 pa 10 let, to so kakšne Toyota Yarisi, Clioti in tako naprej. Te, ki so tudi poceni za vzdrževati. Ki imajo največ teh servisov, mislim pocen, med cenejšimi za vzdrževanje in to je to. Ne da 9 jurjev, valjda, ker bo porabila skoraj vrsto cash in tako, kaj je napisala pol neki na škrge, pa živčen si, pa tako. Tako da ne da ta mene 4 jurje, pa bo. Ja, jaz osebno sploh ne vem, kaj bi bila razlika med avtom za 5 pa 9. Ne moram si predstavljati v glavi. Novejši. No, sej to ne. Če je tukaj glavni cilj, da me pripelje iz točke A do točke B, jaz mislim, da oba ta, ki sta skoraj 100% razlika v ceni, oba zadovoljujeta ta cilj, se mi zdi. Tako da jaz ne bi, mislim, ne vem.
Meni se zdi tako osebno, po mojem viewju, a ne pa kako sem jaz razmišljal, ker sem bil mlajši. Jaz tudi sploh avta nisem hotel kupiti, jaz sem vedno govoril, da moj prvi avto bo Tesla, a ne. To je bilo takrat, ko je, ja, S-model je glih manj prišel, a ne, full časa nazaj. In sem imel tako neko tako forico, ne bom avto kupil, a ne, dokler ne bom si lahko Tesla kupil, ampak pol sem bil primoran v to, ampak to je bil avto, mislim, da sem dal 2 jurja. Ja, sej, to Za so prvi taki avto. Ja. Taki avto. In lahko, da sem jaz imel srečo, ampak nič nisem nikoli popravil, tako, Ja. nič stroškov nisem imel, nek punto je to bil. Tako da, če primerjam unga puntota s tem, kar imam zdaj, z vidika te AB funkcionalnosti, ne vidim neke full velike razlike. Mogoče sem malo bolj varen zdaj noter, mogoče je malo bolj udobno, mogoče se malo bolj počutam, a ne. Gret jezicov, pa ne vem kaj, ampak ne vem, to je tok, če si v feelingu pomankanja, kakor, noče reči, da je ona v feelingu pomankanja, ampak že s takimi stvarmi se ukvarja, veš, a bom pol dihala na škrge, a pol, to je že tak mal feeling. Jaz mislim, da te gret jezicov, pa novejše, pa noter, kako je, to ne bi smelo biti pomembno v tem mindsetu, v katerem je. Ne. Če rabo za službo nekaj, ki bo pocen, pa pocen za vzdrževati in to je to. To bi bil moj view. No. Se strinjam. Ja. Ampak ne, naj se preseli v center. Pa ne zamenja službo. Center je underrated. Tako, Janja, ne kupam ta avto ali ta. Zameni službo, moža, life. Druge stvari so bolj.